Danes predstavljamo knjigo Smeh ni greh, je pa greh za smeh. Milan Fridaler. To je tvoja prva knjiga, aforizmu? Ne, to je 9. knjiga. 9. Ni pravlično 7, ne 9. Ni pravlično število? Ja, ne vem, ene pravijo, da je tudi 9. 9, 7, 5, 3, 11. Tudi. Torej, naslednjo leto smo se pogovarjali, da bo prišla ena... Ja, to pa bi naj bila vsaj do zdaj moja knjiga knjig, ne, najplavna Biblija knjig, ampak to bo izbor vseh boljših aforizmov iz drugo leto bo namreč 30 let, kar objavljam aforizme. Začel sem pa, se pravi 89 v Večeru, v to blisko. Sicer pri začetnik je bil Žarko Golob, pokojni, žal. Potem sem pa pod tem gospodom dolga leta tlako tlačal, ne. Kako se tako gospod? Gospodom Nidorferjem, Srečkom, za katerega sem izjemno vesel, da je tu res. Na Facebooku sta ta teden, ko smo pričeli reklamirati, promovirati prvi pogovor pri damah in tvojo knjigo, sta s tvojo ženo Aljano naredila šov. Ja. Dobra reklamna poteza. Ja, ne vem, da nekaj gostov je, nekje se je nekaj prijelo, ne vem. Kdo je zdaj med vama glavni? Kdo piše več aforizmov? Ja, dobro, aforizme jaz pišem. Ja. Kdo pa je glavni, pa nima smisla spraševati, ne? Kdo vodi kolo? Kdo vodi kolo? Nekdo vrto kopava, to je to. Ja. To je tak, ona vrtnari z dušo, jaz pa z rokami, ne? Zdaj, kdo vodi kolo, ona vodi kolo, jaz sem pa peto kolo. Aha. Peto kolo? Peto. Spet pravlično število. Ja, ampak to je zdaj, peto je rekla, da se lahko potolažim, peto kolo je električnega avtomobila, bolj eko. No vidiš, publika se še nabira, ne? Ja. Dobar dan. David Bedrač je napisal predgovor, oziroma ta predgovor je objavljen na koncu, zagovor. Zagovor bi jaz mogo imeti. Tvojim aforizmom. Že dolgo sodelujeta? Ne, to mi je zdaj napisal, sem ga poprosil, pa mi je napisal, da za govor. Zdaj, mogoče bi iz tega, on imenuje, da bi malce citiral, mogoče Davida Bedrača, on imenuje tvoje pisanje proizvodnja. Kot pravi, proizvodnja je tu na samem začetku. Potrebno je videti, odkot je ideja prišla, po drugi strani pa kam cilja. Ogledati si je potrebno vsako besedo posebej. Iz vseh zornih kotov dati eno besedo ob drugo, v pravilno zaporedje, seveda, da bi na koncu učinkovito zvenele. Potem pa jih je potrebno brusiti in obrusiti, ter se še naprej ogledovati stavke in nazadnje cele dokončne povedi. Fredijevi aforizmi so namreč, kakor se za kvalitetna besedila te vrste spodobi, zgoščene misli, mikrodružbene polemike, drobni kritični pamfleti, cele zgodbe, skrčene v miniaturno literarno telo. Ja, zdaj... Se strinjaš? Normalno, da se strinjam, če nekdo nekaj tak lepega o tvojih aforizmih napiše, ampak jaz zdaj nisem literarni teoretik, ne, da bi zdaj razglavljal o tem, ne. Moji aforizmi so vsaj tisti zadnjih 22 let, ne, rezultat, pač kratke zadeve, ne, kot aforizem je čist kratka zadeva. Izraz ene nuje, ker je to edina stvar, ki mi uspe nekaj napraviti, med tem, ko moram eno drugo stvar, ki mi naloži žena napraviti, in je to edina stvar, edina forma, v kateri se lahko izražam, ne, na hitro, na kratko, lahko nekaj napišeš, imaš kulik, sede pa papirček, ne. Med pomivanjem posode tudi lahko malo si roko zbrišem, napišem drugače, romano ne bi mogel pisati, ne. Torej, to na nek način ne velja, ali velja, da brusiš vsako besedo, si ogleduješ tako kot... Ne, besed ne brusim, za noža mi stajno pravi, da nikom niso ostri za dosti, ne, tako da to moram brusiti na vsake 3 dni. Zdaj pa je, tisto je druga stvar. Ja,
To bo zanimiv pogovor. Zdaj mogoče... Še bolj zanimivo, ja. Pa zvečer do nas sledil dobre. Jaz nikoli nisem bil vic moher, tako kot so rekli, ampak daj mogoče pa ti veš razliko med vicem in aforizmom. To bi za gledalce oziroma poslušalce bilo... Zdaj, koliko sem jaz o tem prebral, je vic, sicer bi naj bil rezultat neka anonimna zadeva, ki se je porodila med publiko, med ljudmi, Aforizem pa je bolj ali manj, kako pravi, neka teorija, kratka, jedrnata, zdaj lahko, oziroma, kar se mene tiče, zaželeno nasploh, da je še duhovita misel znanega avtorja, to je recimo razlika med aforizmom in med pregovorom, ker so včasih tudi kakšni aforizmi, lahko mirno reče, da bi bil pregovor, recimo nekak tak, se pravi, nisem jaz teoretik. Če nisi teoretik, pa imaš mogoče pripravljenih par aforizmov, da nam jih prebereš, pa naredimo eno pauzo od mene, da ima pozornost na tebe. Tudi med pesniki, ki pišejo srčno krvjo, je veliko slabokrvnih. Včasih sem imel kartico darovalca organov, zdaj bi bil dober le še za ločeno zbiranje odpadkov. Ženske kvote v politiki so odveč. Večina politikov je itak pist. Zakopal sem bojno sekiro, skupaj s sosedom. Ne na poledeneli, do zdrsa najhitreje pride na Vinski cesti. Pol leta po odprtju pleskarske obrti si zaradi davkarije beli samo še glava. Se pravi, težko sledim, še. Mi jih bomo potem razrezali in vsake posebej objavljali. Bil bi ljudožerec, če ne bi bilo na svetu preveč pokvarjene hrane. Že na poročno noč sem zakon konzumiral s ponvijo. Beseda ni konj, žvaliti pa hitro nataknejo zaradi nje. Le pri nas smo sposobni iz oslovske klopi narediti univerzo. Župnik in politik sta vesela vsake izgubljene ovčke, ki se vrne k črednemu nagonu. Dava še za drugo pauzo, pa za tretjo nekaj. Lahko? Se opričujem, da te prekinjam. Dani Bedrač pravi, da so partnerski odnosi mogoče malce izrabljena tema, se prebral to tukaj, ne? Da je tukaj zelo težko najti dober aforizem, ne? Ja. Se strinjaš s tem? Kaj pa jaz vem? Če imaš pravega partnerja, še se stalno kaj najde. Navdihujočega, no? Ja, navdihujočega. Bravo, ja, to bo dobro, to si dobro. Ja, zdaj se... Dobro. Daj na Facebooku ti sledim tudi, pa tudi naši gledalci, bravci ti bojo, ti bodo. Prevladujejo pa pri tebi kljub temu o partnerskih aforizmih politični, ne? Ja, no, vse, na zadnje je to povezano, ne? Partnerski odnosi, politika, erotika, danes sumljive preteklosti in še bolj prihodnosti, ne? Lokali z določeno klientelo, to je vse del življenja, ne? Ja, pa politiko pa nimaš rad, ne? A jih nimaš? Veš kaj, jaz sem lokalni politik, jaz sem se v zadnje... Dobro, posna. Sem pa toleranten, vse štima. Kar eno, dajma, vdarimo na parna politična. Ja, parna politike. Pa se je bila ona že prej. Sem preslišal. Preveč hitro je streljala. Okej. A politika, idemte zagotovi pa mogo že iskati. Okej, bomo rekel. A ta je zdaj, župnik in politik sta vesela vsake izgubljene ovčice, ki se vrne k črednemu nagonu. Gremo naprej. Ko žganica ni več zadostovala, si je dušo privezal štrikom. Kratka pamet je bližnica do norišnice. Kolo zgodovine zamenjam za kolešček salame.
Nekaterim zdravnikom je pod častjo, da bi se s Hipokratom tikali. Cerkev je prepričana, da je sveta pedofilija nekaj čisto drugega kot posvetna pedofilija. Pokavci na ulici se igrajo s petardami, panži na oblasti s socialnimi bombami. Fašenko je bil zvest do posmrtne maske. Spopad s debelostjo gredo nekateri s kirurškim nožem, drugi s salamoreznico. Naš dimnikar po vsakem obisku pušča večji oglični odtis na ženini bluzi. Tistim, ki nočejo zmanjšati emisij toplogrednih plinov, še podkuriti ne smeš. Danes so dovoljene mokre sanje, jutri bodo nas jebali na suho. Ta je bil politični vis, ne? Ni bil partner. Sicer ne vem, kak je na lokalni ravni to, ampak ista jeba. Dobre, treba za mene. Vredo. Zdaj, z ženo sta zelo aktivna na Facebooku. Vsaj tam. Ja. Zdaj sem pričakoval, da bo tako, da bo drugače ne gre. Tak naprej. Zelo sta aktivna. Torej, žena tudi dnevno ilustrira. Slovenske novice. To se pa z njo zmeni. Ja, bomo kmalo dali besedo, tudi je... Ja, samo tega ne. Mene se boš hitro rešila, ne pa ne. Jaz upam, da bom zdržal današnji prvi pogovor. Sogovornik me masira, ne maltretira. Vidiš, jaz sem tudi to pričakoval, ker bo je zadeva pri dama, pa nisem tega poznal. Sem tudi pričakoval, da bo kot moderatorka kaka dama, še kaka animir dama. Ko imam, daj mir dama, bi rekel, petan. Se opravičujem, gospod je tukaj. V glavnem, ostala smo na Facebooku, ne? Ja, seveda. Kaj ni pomembno? To spolje pa te zadeve, ne? A ja, to? Daj to. Jaz ne vem, pri nas Halozah še je, vi ste bolj napredni, da v Ljubljani ne govorim. Mariboru niso napredni. To jaz ne vem, jaz nisem z Maribora. Dobro, vredo. Na Facebooku smo ostala, ne? Ja. A misliš, da bodo knjige še brali potem, če boš ti vsak dan zapišeš vse eno? Vse te iz knjige niso, ne? A ne? To jaz gledam in tudi iz knjig, dobro, iz prejšnjih, kakaj so iz te, pa ne. Če glih si me ti nekaj napeljeval že pred cajtom iz te knjige, ne? Ampak ne moraš najprej, kdo bo pa knjigo, ko pa če bom jaz. Zdaj sem izjemoma 3-4 objavo iz knjige, pa tudi napisal zraven neko reklamo pa bilo. Od danes naprej pa karte. Ne, lahko, ker objave na omrežjih pa na internetu pomenijo, da samo dodatno reklamo ne nižajo prodaje, višajo prodajo. Aha, ja, to so izkušnje. Kakšna je, te pa ne bom reči sprašal, ona ostane poslovna skrivnost. Ja, dobro, se bom potem pregledal. Kaj se je vse zgodilo. Glavnem, daj imam mogoče malce tvoje začetke aforističnega... to je že... Aforističnega aktivizma, se izrazimo. Ja. Kdaj si začel, recimo? Pred 30 leti smo prej slišali... Drugo leto bo 30 let, ja. To se je pač zgodilo, ni bila zdaj to neka stvar, nekega načrtovanja, kaj ne. Jaz sem recimo kot srednje šolec, pa to sem imel željo postati vojaški pilot, pa iz zdravstvenih razlogov nisem, pa sem šel nekaj etnologijo študirati. Ti aforizmi so se pa pač pojavili, se pač začelo, ne vem, res je, dosti sem v srednje šole, pa to dosti sem bral tako literaturo, ne, pač očitno neki smisel, Alan Ford, taki stripi, potem Pavliho sem bral, ne, redno, ko še izhajajo.
pol se pa očitno je nekje bilo nekaj v meni in se je pač tako začelo počasi, ne. In je pa tak, ne, normalno, da če ne bi bilo nekih zadev, da tiste prve objave, pa to tako pol toti list, pol verjetno ne bi se neka spodbuda je, ne, da začneš, pol pa ko je to bilo, ne, in pol je pa tak, ne, 89 začel, pol 94 je prva knjiga išla, ampak to je zdaj že, tak bi rekel, no, kilometrina za mano, ne, da vem, vse ne, da bi zdaj bil taki frajer, ampak res ne vem, da bi zdaj kaj posebnega, kaj pač to je, ne, da to znam delati, ne, pa to je to. Ne. Ja, naštel si pomembne zgodovinske stvari, Pavliha, ja. Toti list večerov, tudi Alan Ford je nazadnje v jugoslovanskem prostoru, Tako. Vse te stvari več ne izhajajo, mislim, da ja, Alan Ford se pojavlja še na kakšnem sejmu. Zdaj da vem, toti list še je nekaj Ena stran, podelek, ja. Ampak to je isti avtor, mislim. No, ker ne vem, se pravim, da nam zdaj sicer ne sem tako rekli prijateljsko se hvali, ampak res neko je Srečko urednik bil, je to bilo, ne, prvič je bilo tam 4 strani, je bil, vsi so dobili priložnost, no, prav daljših tekstov, onega drugega, ne, epigramov, aforizmov, ne, in je to laufalo, ne, ko pa Srečko odhajal, pa se pa to malo nehalo. Lorenz je pol že nekaj začel, malo tisto, ko pa je Kores prevzel, pa je tak bilo, pol sem pa tak nehal, tam mislim, da je 2004 ali kaj, pol pa niti nisem spremljal. Kje pa zdaj lahko aforisti objavljate? Ja, to je pa zdaj taka zadeva. Razen v knjigah? Ja, to pa je taka, pa na Facebooku, ne. To pa je taka, tudi žalostna zadeva, ne samo za aforiste, ampak tudi recimo za karikaturiste, ali kaj ne, da se v bistvu taka zadeva, satira, humor, bolj satira, no, pomor še tam naj vsake knjigo, kakve vice tiste prežvečene objavljajo, ne, si je že 100-krat prebral. Da tega ni, ne, sicer se bolj zjuga še, če se kaj se, včasih je imel vsaki dnevnik, ne, ali pa kaj je imel seveda karikaturo na prvi strani, ne, pa pol aforizme so objavljali, tam zadnje delo sicer še ima tisto iskrico, nima več? Ne, originalni humor je totalno izrinjen iz medijev. Zdaj sicer ne vem, je samo politično, malo pa je tudi ekonomsko, ker rajši vidi lastnik, vidi tam na mesto karikature ali pa enih aforizmov, da bi še nekaj plačal, rajši vidi eno glas, pa bo dobro plačano za to. Ne. Recimo, to je ena od varianta, druga pa je tudi to. Ne. Res, to je čisto zdaj izrinjeno. Vse pa ene strani je hvala, da so zdaj ti mediji, novi mediji, elektronski pa to, da se pač, če že kaj lahko objaviš, ne, ampak to pa je čist, ne, ven. Da ne govorim o tem, ne, da se tudi bilo, ne, se Srečko ve, ne, da tudi od urednika odvisno, ne, zdaj, če je vredo urednik, tako se spodobi, bo objavil tisto, kar je vredo, če ne bo pa pač objavil tudi, če ima nekoga prijatelja, ono drugo bomo objavil, ne, ker vem, da je glih Srečko ta leta nazaj, da je glih prijatelj rekel, da je dobro, je okej, nekaj tam, ja, no, dobro, ni glih to tako, da bi bilo dosti kvalitetno. To je tisto, ki moraš vedeti, kar je, pa ne zdaj zato, ker so moji aforizmi bili normalno redno objavljani, ampak dejansko je, da tudi urednik dosti lahko napravi, če je že kakva taka, ker hitro razvodeni, če nekdo pol ali pa se razteguje pa neke tekste. Ker što si je v tem, da dosti ljudi, marsikdo si misli, kak je duhovit, pa ni, ne, eni Slovenije niso, ne. Koliko je tega? Tako da, to je to, ne, in to je eno z drugim povezano in pač zadeva je taka, ki je, sicer pa se tudi satira, pa humor ne mora biti na drugačnem nivoju, ko je cela država, se pravi, da bomo zdaj rekli, ali ženskem ali pa moškem organu. Ja, nekdo mi je, mislim, da en pisatelj, bil je pametni, ampak ne spomnim se, kdo je bil, mi je rekel enkrat, da dokler se bo narod smejal, bo narod obstajal. Ja. Dobro, se je smejal, kislo smejal, ja dobro, ne, vse je tisto, ko bojo pa ljudje tiho ratali, pa mora začeti skrbeti, ne, od lastnike.
Na tvoje Dobro, aforizme... tu Maribora ste se drli, gotov je, ne? To je bilo smešno. Temu se tudi lahko smejal, ko se jokal. A ja, dobro, okej, ja bomo spet na lokalno. Lahko, vse se lahko pogovarjava, svoboda govora. Ne samo povej, kjer je stranke, ali kako imate to, kjer je politični Ja, na lokalnem nivoju imamo tako, da je najbolje, vsaj pred 4 leti je bilo najbolje kandidirati s samostojno listo. Da si samostojno. Tako da nismo pred dveni stranke trenutno, zato prej bomo še videli. To pa je političen odgovor. Karijera je zagotovljena, še naprej. Ja, kakvi pa so bili drugače odzivi skozi leta, oziroma pri urednikih smo slišali, Srečko je pozitivno reagiral in objavljal tvoje. Kaj pa pri publiki, pri bralcih? Si doživel tudi kdaj kakšne negativne... Ne, kaj pa jaz vem, zdaj vse nisem jaz sem tam... Se ne slišiš kaj dosti, pa tudi dobro, aforizem ni bil zdaj taka zadeva, mogoče je bolj odmevna kakva karikatura, recimo tako žena riše. Ja, en taki zanimivi odmev je bil, pač napišeš aforizem, pa si pač moja tašča, če glih nimaš tašče, ali pa kaj ne uporabiš, vzorec, in se enkrat napisal pa čisto besedna igra, nič takega, tam prilogi Štajerskega tednika. Moj sosed je hiperhipohonder, pač na to foro, hiper pa hipo, besedna igra, nič takega, Pol pa čez 2-3 leta, pa sosed ves nekaj razkajfane, pa je, kaj si... To si še napisal, to si še oblitev? A ja, to si še na gor. Čez par let, pa se nazaj v Halo zaprijem domov, pa moj sosed, ja, kaj si pa to napisal, pa gledam, kaj to je. Še izgovarjati ne znam. Ja, še izgovarjati ne znam. Ja, dobro, ampak skratka bilo je zanimivo, pa ga jaz prepričujem, kako to drugo. Dobro, zdaj smo normalno, sosedi ko sosedi, ampak recimo ena taka najbolj taka izkušnja drugače, pa ne vem, kak pa kdo drugi politike, kak pa jaz vem, dobro. Bolj ali manj so tak aforizmi splošni, tako da se vsi notri vidijo ali pa vidijo samo onega tam prek, če že pri karikaturi je mogoče kaj drugo, če glih kakek ksih narišeš, kaj drugo, to pa... V publiki imamo vprašanje, gospa žena se javlja za besedi. Nemci pozabil, ki je Gantar, tebe vam zabrisal. No, dobro, to je bilo tako. Tudi zaradi tunga aforizma, če vas voli. Imela Aljana razstavljena, to že iz 10, razstavil v parlamentu karikatur, pa tak, po tisti korupcijski liniji, po tistični, pa še moja aforizme najbrali tam, tako to gre, Ja, seveda. Ni važna kvaliteta, ampak važno dobro si, in pol je bilo tako, da so ene karikature, naslov razstave bil Aljana Riševa srada, tisto po Papeževo, pa je Gantar, verjetno ne on sam, ampak kaki njegovi podrepniki, ki so se zbali, pa pol cenzura naprava, da ni bilo nobenih ksihtov, ni smelo biti. Gantar, kateri Gantar, ker je več Gantar? Politikov. Pavel Gantar. To je bil on je predsednik državnega zbora. Predsednik državnega zbora. No, koliko pa bi Čušin igralec, Čušin, za danes imel jaz malo preveč treme, da bi tam sam bral, smo se že zmenili prek enega kolega Strelca, da bi zrihtal enega igralca, da bi prebral, pa so pač tiste karikature šle ven, pa tudi mojih aforizmov ne bi brali, mogoče jih je pa verjetno zmotil najbolj tisti, ker je bil, če osel leta dovolj visoko, ga marsikdo zamenja za Pegazan. Najbrž je bilo tako. Vseh je moram, politike, sami politike, še vse v konc. Jaz sem imel prilce v državnem zboru, bene politične, čist neč, niti neč. Gospodinske. To bi čudno. Ja, ni čudno. Ja, pa je. To je že zgodovina. Katerega leta je bilo to? 2010. 2010 se pa je pa knjigo se razgledal v slovenskih novicah, so popinili, da si ne znajo gledala postaviti. Dobro so bile na časnem mestu, sprejeli so bile tiste kao cenzurirane, tiste karikature.
Teže pa se. No, zgodovina. Ja, s publiko smo že začeli, ne? Tako da, če so kakšna vprašanja, se lahko spoštovani oglasijo. Se ti je zgodilo, da si kdaj? O? Se ti je zgodilo, da si kdaj? Ne, snimam, ne, okay. Ni vprašanje. Dobro. Naprej? Sedma sila zajebava. Ja, ne. Dobro, zdaj... Ampak gremo naprej, medtem se bo, ja, gledaj, gospa žena je spet nebeseni. Pa se zadno doma, kaj zdaj? Ja, še v javnosti. Prva knjiga njegovih aforizmov je kriva, da smo mi dva skupaj prišla. Jaz sem na Gorjenskem, ali ste skupila zdaj ali še na kakem častnem mestu v ginevni sobi? Ne, zdaj čisto, da zadnjemu najtrpnejšemu narodcu. Ne, ampak gre, on je čeprav moj karikaruje in je poslal ta prvo knjigo in je tako grdo noter, on je čečka, on grozen čečka, in je tako grdo napisal posvetilo noter, da je mene to toliko zdržil, ne, da sem ga hotela spoznati. Ne, pa sem jim vas kaj pošla. Ja, kaj pa je pisalo posvetilo? Ne vem, Še zdaj ne vem. Tudi sam ne znaš prebrati. Tudi sam ne znaš prebrati. Težko. Zdaj pa ne upaš več. Včasih me, ja dobro, včasih me v srednje šole rešila, ker je bila kakva zadeva, profesor, ja, to ste mislili verjetno, ne? To sem mislil, ja, pa je bilo vse vedeti. Ti si tako en karikaturist, ker snimate, ne bom povedal kdo, ko je rekel, da ko je fejs pijan, ima take dobre ideje, ne? Pa si te zapiše, ampak zjutraj ne zna prebrati, kaj je da? Bojan insinuira. Ja? Ne ti. Ja, dobro. A ti tudi to? Tudi. Jaz mislim, da je čas... Rečno vprašan, ali si kdaj že čul nazaj kot vic tisto, kar si ti plasiral, tisto tvojo Ja, se zgodi, da najdeš, ali pa ne vem, enkrat si nekaj gledal, je en pol znova se različil, da ki je pol imel tam na svojem spletu, sem videl neki kozjanski jenk, neki kant avtor ali kaj, ne. In pol vidim, pa ne vem, kak sem do tja prišel, ali enkrat sem nekaj, pač svoj aforizem sem vtipko, ne, pa če kje, ne. In pol sem videl, da je on, ker je bilo, tisto je bilo takrat objavljeno v Štajerskem tedniku, oziroma je bila skupna priloga. Pa je to bilo v Primorskih novicah, pa v Celjskem tedniku, skratka, pa Gorenjskem glasu, to je bila tista TV okno, ne. In je to kar dosti bilo, ne, okolje, ne. No in bolj je on tam imel kar vse prepisoval, ne, kot da je on avtor, ne, ni imel čist vse, ampak izgleda, da me je pol nekdo vse eno rekel, jaz sicer ne, ampak nekdo me je mogel reči, da ker pol sem enkrat gledal, pa ni bilo več tega, ne, to je zanimivo, ja. Ja, se zgodi, da vidiš kje, ali pa da kdo pač, to so tisti, ko smo prej rekli, ki se imajo za duhovite, pa zdaj pa dosti krat, ne, ta zadeva recimo pri teh spletnih medijih, pa to je ravno ta problem, ker so vsi, ki še verjetno niso nikoli čuli za tiste zadeve, ki vsak tisti, ki je mogoče vse prestopal prav kakega faksa, dobro, vsega jaz tudi nisem končal, ampak vsaj toliko sem hodil, da sem vedel, kaj je to citiranje, da sem zvedel pa take zadeve, ne, tako da, te pa to tak si mislijo, nekaj gor flikneš, ne, pa jaz, to sem pa jaz zdaj, kak sem pameten, pa to, ne, pa, ampak to je, ne. Plagiatorstvo. Pa ja, se kake se niti ne zavedajo, zdaj, no pa sicer zdaj tako vsak dol muziko jemlje, pa ono pa drugo, ne, samo postrežno. To pomeni, da se zdaj ne ve, da je to tvoje, ali imaš ti to tak kot knjiga? Ja, zdaj dobro, knjiga je zaščitena, ampak dobro se, konec koncev, kaj pa vem, ne, to se lahko sicer zdaj... Da se malo prilagodijo, karkoli. Ja, to tako ali tako, se ne nazadnje, ti tudi moj aforizem, kak je na podlagi kakega pregovora rata, pa ga malo spremeniš, ne. Recimo, jaz sem takega, ki ga so kar za
v redu označili, je bil obok, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo, jaz sem samo tisti jih, ne, obok, odpusti jih, saj ne vedo, kaj delajo. Ne. Pa je čisto eno črko samo spremeniš, pa dober aforizem vrati, ne. Tako da, to ni noben problem pa predelave, ne, tudi aforizma kakega, se to normalno, saj jaz nisem aforizma izumil, ne. Ti si imel obok, odpusti jih, saj vedo, kaj delajo. Ne, ja, se vedo, ja. Ja, tak si imel, ne. Ja. Dobro, še več je bilo, ja. Moderator me je čisto zmešal, ja. Kaj bi še bilo, če bi moderatorka bila? Ja. Odlično. Hvala. Z avtorskimi deli pa je tako, ne, ko so objavljena, potem, če ni priglasitve katerega drugega avtorja, je avtor tisti, ki je objavljen. Ne. Tako za glasbena, vizualna ali pa tekstovna dela, za vse enako. Dajmo še mogoče kakega preberati. Še kakega preberati. Hvala Bogi, da smo nekaj zadeli. Delaj mogoče malo večje pauze, da bomo lažje rezali potem. Lažje rezali, ali boš lažje sledil. Reklame bojo več čevali. Po bitki so generali vsi. Le saniteta nihče noče biti. Obljubljali so nam Indijo Kormandijo, iz Slovenije so ustvarjali slan. Učinkovitejša od obrambe z molkom je obramba s pištolo z dušilcem. Ko mi je končno uspelo spraviti seks bombo v posteljo, sem ugotovil, da je ročna seks bomba. Za eno porcijo predvolilnega golaža se praviloma odpoveš kruhu za 4 leta. Ko sem prestopil prag psihiatrove pisarne, me je prešinilo, da je nemara to tisti znameniti korak, ki loči genija od norca. Odkar je princeska prvič legla na jajca, je ne moti nobeno zrna graha več. Jaz se ne smem, publika se smem. Ob kratkem krilu moški najlažje spregledamo kratko pamet. Pljuniti v roke ali lizati riti? To je zdaj vprašanje. Malemu človeku miloščina, velikemu lopovu pomilostitev. Danes ti štango držijo, jutri te bodo nanjo obesile. Včasih se počutim tako izpraznjenega, kot baterije ženinega vibratorja. Dobro, potem pa jaz skočil zdaj. Ker vidim, da moraš samo zajeti, oziroma publika tudi. Ta misel se mi zdi dobra od tvojega recenzenta Davida Bedrača, doktorja Davida Bedrača. Aforist je tako spretno nanizal aforizme in z njimi v zbirki zasnoval posebno notranjo arhitekturo, s katero mu je uspelo po eni strani nastikati našo slovensko zdaj že pregovorno razdeljenost na leve in desne, na naše in vaše, na tiste in te, po drugi strani pa se bolj ko naše oči drsijo od enega do drugega aforizma, srečujemo s tistim temeljnim spoznanjem. Vsaka misel zadeva vsakega od nas. Imaš ti v mislih, torej... Skoraj preveč pametno za mene napisano. Zato pa je on recenzent, zato pa je... Doktor je, jaz se samo faliram nešto, da je nekaj doktor. Drugače bi knjige pisal. Drugače bi knjige pisal, doktor bi pisal aforizme. Ja, A ti opazuješ ljudi, da prihajajo, odkot prihajajo ideje potem za aforizme, ali skozi pogovor z različnimi ljudmi, to potem zajemaš ali si izmišljuješ, torej z teorije ne, z teorije ne. To je zdaj tak,
fejs težko reči, kak zdaj. Ne? Vse to so dejansko, jaz tega ne delam načrtno, da bi zdaj rekel, zdaj sem pa jaz vse, da ne bom pa napisal 5 pa 10 aforizmov, ne, pa bi šel, pa bi pač pisal, ne. Pač pride zadeva, je pa to tak, ne, sprožilci so različni, ne, da je pač neka stvar, malo moraš biti, malo poznati stvari, malo načitan biti, pa lahko pa neke zadeve povezuješ, tako, drugače, antiteze razvijaš, ono drugo, ne, zdaj sem jaz čel biti pameten, pa mi to ne varatalo, zdaj mu reši bolj preprosto povedal, ne, zadeva pač pride kot kak preskok, slišiš, da je kaj, ne, recimo po televiziji, radio, kaj, ne, vidiš kako zadevo, pa pač rata, ne, zdaj težko jaz to razlagam, kak, mi rata, no, kaj. No, ampak za tako produktivnost moraš biti vedno na mreži. Zdaj, koliko pišeš? Vsak dan? Ne. Enega? Vsak dan? Ne, vsak teden? Ja, kakor kdaj, ne, kakor kdaj. Je suša, včasih se počutiš preplavljenega, ne, dobro. Še posebej ti vključi. Da, tako. Soda. Sam polje, tako je bolj rekel, pol ne veš drugi dan, kaj si napisal, ne? Niti ne znaš prebrati, še manj pa veš, kaj si napisal. To pa je muka, ne? Pa ni tisto ponavadi, ni. Če si misliš, takrat, ko si fajkten, se ti fajn zdi, kaj je pameten, pa dober aforizem, pa ga trezem, ponavadi ni. Ne. Ti si neke vrste zbiratelj. A? Zbiratelj, neke vrste zbiratelj. Zbiratelj misli. Kolekcionar. Svojih? Ja, svojih, od drugih. A kaj pa je vrtičkar. Faliran študent? Kaj si študiral? Etnologijo pa zgodovino. In kako daleč si prišel? Pa skoraj do 3. letnika. Danes spoznajmo Milana Friedauerja, spoznajmo ga. Kaj Milan Friedauer počne? Verjetno od pisanja, od honorarjev, glede na to, kakšno honorar smo si pri založbi dali, ne? Namreč honorarja nisi dobil, ne? Ja, honorarja nisi dobil. Naturali, jak si dobil nekaj, ne? Zdaj čakamo, vse smo se zmenili, da bo to svetovna uspešnica, pa bomo nas Hedlov šla lepo. Naslednje leto imamo načrto izdati The Best Of, ne? Tako. Ampak od pisanja se ne da živeti, ne? Ne, živimo, še najmanj od pisanja aforizma. Kaj mi je žena skuha, skratka, dobro, ona me preživlja, ne? Okay. Tako da, vse zato pa tudi, kak je na to tema v ženski-moški odnosi, lahko kvalitetne aforizme nastanejo, ne? Ker tu so pa ves bes, jeza, trpljenje, žalost, je tu strnjeno v kratke stavke. Lažeš. Lažeš? Evo, en razlog, da je to res. Ker še nisem poznala Mega Fredija, je v delu na zadnji strani je bil tak okvirček in je pisal... Ne, na zadnji, to je bilo vmes naprej. Vmes? No, Iskrice, ne? Ne, tisto je bilo pri Kozincu sem tam vmes. No, pa v glavnem njegovi aforizmi so bili, to se še dobro vem. In jaz tiste aforizme hiperpametne berem, ne? In si predstavljam se nekaj, da ta tip, ki tu piše, ne, je star 65 let, 3-krat poročen, 3-krat ločen, zajeban, sovraž si v svet, vse živo, ampak največji štos je pa bil, da ta tip niti 30 let ni bil star. Pa samski. To potrebno. Odgovor na tisto, odkje on misli jemlje za svoje aforizme. Zgodba se bo razvila počasi. Ne, to je pa verjetno preneseno bilo iz prejšnjih življenj. Bog si ga vede, kak je bom pol, ko bom se potaval. Ko boš res 65 let star. To ne bom nesrečen. Je tvoj aforizem, da že v prejšnjem življenju nisem verjel v življenje po smrti? Ne. To si ti? Šventner. Tako je, omenili so Bojana Šventnerja, ne? V publiki naslednji teden v četrtek je gost tukaj Bojan Šventner, pogovori pri damah. Knjiga Smeh ni greh, je pa greh za smeh. Milana Friedauerja stane 15 €, prodaja se odlično. Knjižničar izposloja pri sebi. Lažiš kot vsak politik, ne? Lažem kot vsak dober založnik. Lažiš kot vsak politik. Knjižnični izposoji slediš?
Ja sem gledal nekaj, nekaj je že nekaj tudi, kar naročajo, ne, pa zdaj so še pa v delavi, pa take zadeve, ne, gledam, nekaj bo, ne. Nekaj bo iz poslednine tudi. Pa komaj čakam, ja. Dobro, dajmo besedo, vsekakor imaš ti še besedo, če... Ne, kje pa, jaz... Zdaj preberi še jih imaš na zalogi. Tako, zelo dobro uporabljen material na YouTube-u. Kje sem bil osnovno? Dobro, okej. Vsak je svoje sreče kovač, a le redki so svoje sreče umetnostni kovači. S prijateljem sem skregan, odkar sem ga zalotil s prsti v domači češpljevi marmeladi. Hvala Bogu so me deložirali in ne morem več pasti pod prak revščine. Pri današnjih cenah elektrike si še Bog ne more privoščiti, da bi mu večna luč svetila. Z golo resnico se le redki upajo kazati v javnosti. Sem se zadnjič pogledal v ogledalo in sprevidel, da me ni načel zgolj zob časa, temveč da so me temeljito prežvečile čeljusti časa. Raje ostanem z dolgim nosom pred zaprtimi vrati, kakor z razbitim za njime. Včeraj je bil moj telefon še pameten, danes je za posebno šolo. Žena je vse večja navihanka, zdaj že skoraj nad vsakim delom viha nosek. Če nastaviš obe lici, boš moral še obe ritnici. Nekaterim na kraj pameti ne pade, da bi si priznali, da je neumnost neskončna. Medtem, ko se ljudje zabavamo ob igranem filmu Planet opic, se opice zgražajo ob dokumentarcu Planet TV opic. Super, najlepša hvala za tvoje recitale, ki bodo s pridom uporabljeni na medmrežju in si jih bomo delili še naslednjih 100 let. V publiki je še odprt mikrofon. Izvolijo, gospa žena. Ja, seveda iskrene čestitke ob izidu knjige. Hvala. No, naj se vsem zahvalim, ki so se vzeli čas, da so prišli, ne, resnično, ne, ker se pravi, ne, ženo sem vzel s sabo za vsak slučaj, če ne bi bilo nobenega obiskovalca, bi ona bila kot anonimnost, ne, obiskovalka, ampak zdaj pa je bilo zadost. In bi kupila 2 knjigi. A? Ne, ona je Gorenka, Ja. Bi pa kupila 2 knjigi za ceno ene. Ja, pa ne vem, če nisi ti taki škoda, da to ne veš. Če vzameš eno. Ja. Mislim, seveda... Plačaš eno, vzameš 3, samo da ne vidijo. Pri Kulturnem centru Maribor zbirki Frontier je knjiga išla pri podzbirki Aforizmi, Frontier, Aforizmi. Seveda mi se trudimo čim bolje promovirati naše objave in to nam v zadnjem letu pa vse bolj uspeva in tudi smo dvignili prodajo. Iz pravih podatkov za to, kar si vprašal, za tvojo knjigo trenutno nimam, ampak so pa to, so skromne naklade, ampak smo spremenili sistem, tiskamo na zahtevo, da ni več zalog in kot rečeno, smo zadovoljni s prodajnimi uspehi v zadnjem času. Mislim, da je to pripomoglo k temu predvsem to mreženje. Predvsem preselili smo marketing na internet. Tudi ti, tako kot si ti preselil svoje objave na internet. In tako kot smo prej včasih razmišljali, da bi to lahko, če
skoraj cele knjige, včasih celo cele knjige objavimo na internetnih straneh, da bo to dušilo prodajo oziroma zaviralo. Ampak ne, ker potrošniki oziroma bralci niso nikoli tako aktivni, da bi si zdaj vse poiskali, vse delene, ne? In se stavili v eno. Medtem ko knjiga kot izdelek, kot analogni, tradicionalni izdelek ima čisto drugo uporabno vrednost. Ne? Predvsem z lepimi ilustracijami, gospe žene, kot so tukaj, na primer, sklepna beseda Milana Fridavarja, avtorja knjige Smeh ni greh, je pa greh za smeh. To je bilo to. Upajmo, da se vidimo drugo leto. Aplauz. Smejte se.